Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Dajmo preveriti na hitro, kaj imamo danes v Fras in Medvard šovu. Nov trener NK Maribor Darko Milanič je bil danes zjutraj pri nas. Ob 13:40 bomo slišali del pogovora. Čez pol ure nekje bo čas za nov Tinetov slabi vic, da ne bi slučajno kdo zamudil. Če pa že, pa seveda ga najdete vedno na naših družbenih omrežjih, pa tudi v audiošpajzi na totiradio.si. Sicer pa danes po 14. uri tudi glasbeni gost. Pa še super muziko imamo. Dober dan! In v totem studiu pozdravljamo, kot smo obljubili, humor na dveh nogah, včasih na treh, Tineta Križaniča. Tineta, lepo zdrav, Tine! Servus, kaj zdaj, servus. Zdaj imam težavo, ne? Čuj, Medvard. Ja, drugo ne gre, zdaj. Ne gre drugo. Češ, ne? 3 gospe kupujejo kumare na tržnici. Pa rekla prva, jaz bi imela dolge pa tanke. Pa rekla druga, jaz bi imela male pa debele. Pa prodajalec gleda, kaj pa vi, gospa? Meni pa vseeno, jaz pravim za solato. Lepo, bravo, Tine. Tinetov res slabi vid. Samo na totem radiju. Husqvarna Geder, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si. In je čas, da preverimo, kaj jutri mlajšim, našim najmlajšim ponuja Zveza prijateljev mladine Maribor, ki popestri prav vsake počitnice in seveda tudi te glavne niso izjema. Torej, kaj nas čaka jutri, razlaga Sara Irman Kolar iz EPM-a. Prvič v tem poletju bomo skočili na Mariborski otok, kjer bomo poletno vročino premagovali v bazenu, uživali na topogano in se sprostili ob vodi. Sicer pa konec tedna lahko napovemo še novo delavnico tematsko, ki se bo odvila prihodnji teden. To pa bo delavnica z vidom iz Rise Fibra, kjer bomo skupaj ustvarjali en sprehod po Mariboru. Vabljeni, da prečekirate našo spletno stran. Evo, čudovito, še en super dan pred torej, otroci in seveda, kot je Sara povedala, zpm-mb.si, tam najdete ves program in pa tudi obrazce za prijavo na dogodke. Kateder je vaš? 9:13 ura in v tem studiu pozdravljam profesorja Križaniča. Lepo zdrav. Zdravo. Danes, preden se lotimo, ena čestitka. In sicer moj sin Matic praznuje Kristusovo leta, torej 33. Tako da lepo zdrav v grad. Lepo zdrav, tako. In če smo že pri letu 93, ko je privekal na svet, dajmo se spomniti enega mega hita iz tistega leta. In sicer dobesedno zažgal je prisišča vse posod. To je No Limit od zasedbe Too Unlimited. Za tisti čas je bilo to nekaj energijska bomba. Zasedla je prva mesta, pazi, v 35 državah po svetu. Ja ne vem, ki ni bila prva, ne? V Ugandi. Pa tudi ne vem tam, če ne. Ker ni vleklo. Ja. Ray in Anita, ta nizozemski duo z belgijskimi producenti, sta nas prvič opozorila 2 leti prej z Get Ready for This. To je tisto, ko na vseh teh tekmah špila. Točno. Vedno na tekmah v NFL ali pa NBA to non-stop tam šibajo. Predtem sta bila, veš kaj? Kaj? On je bil kuhar, ona pa je redarka na parkingih bila. Ja, kar preskok, ne? Ja. No, v Veliki Britaniji so izdali malenkost drugačno verzijo kot drugod po Evropi. Izpustili so namreč Rayev rap vložek. Ja, zakaj, ne? Ne. Ni bil srečen baj. Čeprav ste bila aktivna le od leta 91 do 96, sta prodala preko 18 milijonov plošč. Njuni hiti oziroma ti rifi pa so
stalnica na športnih prireditvah. Ja. Zdaj verjetno on ne rabi več kuhati, pa ona ne rabi več biti redarka. Ne? Ne. Pod imenom Toon Limited zdaj nastopa nekdo čist drug, ne? Ampak mi pa smo spomnili originala in njihovega največjega hita, torej iz leta 93, No Limit. Vse najboljše še enkrat. Vse najboljše. V tem studiu nisem sam, z mano je namreč Maj Vrhovec. Maj, lepo zdrav. Živijo. Zdravo in dobrodošel v tem studiu prvič pri nas. Tako je, najlepša hvala. Okay. Zdaj super je v totem Mariboru. Je drugače, ko si rekel pri vas doma. Je malo drugače, ampak zelo domače. Je zelo, no evo, to je najbolj važno. Maj, povej za vse, ki morda ne vedo, kdo je, to zdaj tim daje eno tako kar zahtevno vprašanje, v bistvu, kdo je Maj Vrhovec? Ja, Maj Vrhovec je predvsem pevc, avtor in producent, tudi pevc pri pop dizajnu, a ne? Za tiste, ki še ne vejo, slučajno, pa nek tak slovenski kantautor. Super. Tako da tvoje življenje je v bistvu prepleteno z muziko. Je tako, od malih nog. Super. Od malih nog, skozi že nekaj muziciramo. Začel se je v 5. razredu, ker v bistvu sem šprical pevske vaje, a ne? Ampak so me ujeli, pa so me dali pol za solista na oder. So rekli, zdaj boš pa pel. In od takrat naprej je petje. No vidiš, hvala Bogu, da so te vlovili. Tako je, hvala Bogu, da sem šprical. Otroci tega ne delati, ampak ja. Včasih pa vidiš, kako se potem izide. Ja, tako. Sicer pri pop design verjamem, da je gužva tudi tam. Zato me zdaj zanima, odkot tebi zdaj ideja, da zdaj pa bi še ti sam naredil malo muzike? Ja, veš kako je. Jaz sem imel ta projekt pripravljen že nekaj cajta in se pravi 3-4 mesece nazaj smo mi nastopali na, mislim, da je bilo celo glih v Mariboru, smo nastopali z Omarjem Naberjem. In se mi dva v zaodarju nekaj pogovarjala, pa prav on, ti delaš tudi kaj avtorsko glasbo ali samo s pop dizajn? Pa sem rekel, ja, imam nekaj na računalniku. Pa je rekel, daj pokaž, ajde. In mu pokažem pa prav, ja, stari, pa kaj čakaš, daj to ven, ne? Ja. Sem rekel, a res misliš? Ja, itak, daj stari, sam daj, nič čakat. In pol, v bistvu me je Omar, nekako dal ta zadnji push, da sem jaz rekel, ajde, gremo še to ven dati. In to so neke take bolj osebne zgodbe. Recimo pop design je bolj jaz kot performer, showmanship in tako naprej. Ta moj solo projekt je pa nekako bolj intimen, bolj v stiku s publiko. To pa je bolj Maj. To je pa bolj Maj, tako. Wow, tako da zahvaliti se gre po eni strani tudi Omarju, ne? Res je. Ampak dosti krat se tako zgodi, da morda nekdo ima doma ful dobro, nekaj pa nekoga rabiš, mogoče kdaj, da malo... Ja, tisto eno besedo, da te mečken dvigne in pol si tako nekaj klikne in si, aha, ajde, gremo. Ajde, ja. Vidiš, pa si zbral pogum, pa evo, komad je nastal. Naslov je Moja Dolenjska, ali to je prvi singl tvoj? Drugi že. Kak je bilo s prvim? Ja, prvi, veš kako je bilo, dali smo ga ven, pa smo pa upali na najboljši. In očitno je bilo, ker je prišel še drugi. Ja, odziv je bil kar dober in prišel je drugi, zdaj je na poti že tretji. Tako da kar šibamo. Tako da slejko prej bo zmanjkalo časa, ali pa se ti bo zmešalo. Ja, eno ali drugo. Povsod. Danes bomo slišali Moja Dolenjska, premierno na tem radiju. Predvidevam, ne vem, ali pa narobe, da si iz Dolenjske. Ja, tako je. Sem čisto krven, zelo dolnikom. Jaz sem drugače iz Višnje Gore, se pravi, to je čist začetek Dolenjske, ampak ja, smo Dolenčki, veš. In ja, to je nekako komad govori o rojstnem kraju, o družini in mislim, da sicer opeva Dolenjsko, ker sem jaz iz Dolenjske, ampak mislim, da se vsak Slovenc lahko najde v besedilu. Pa zamenja za svojo pokrajino. Pa tako. Maj, jaz predlagam, da prisluhnemo in se vrnemo čez 3 minute nazaj. Torej, Maj Vrhovec v tem studiu, dobrodošel še enkrat in tukaj torej njegov nov singl Moja Dolenjska. Dajmo prisluhniti.
in Maj Vrhovec v studiu. Lepo zdrav, Oho, Maj, še živijo, enkrat živijo, dobrodošel. kako si? Okay, dajmo se malo lotiti muzike, taki fajn, prijeten komad. Vedno meni se zdi prijetnejše, ko je tako malo harmonike, nekaj zadaj se mi zdi te slovenske pesmi, ko tako malo... Malo tako domače ti naredi. Tako naredi, ja. Domače tako toplo in domače in bi si kar nekaj bi se vsedel, pa bi si pel. Tako, evo, pa smo dosegli namen. Ja, No. jaz sem glih zato rekel, harmonika mora biti. Ja. Ne? In zdaj sem začel v vsak komad nekako skrivati harmoniko tudi za naprej. Nekako sem prišel do tega v zadnjem času, če dalje bolj poslušam tudi jaz, narodno zabavno in sem rekel, ok, to je to, dajmo zmešati nekako ta moj country pop, Tako. slovensko domačo glasbo in ratala je slovenikana, kot ti rečem. To je Slovenikana, ok, cool. žanr, ki sem ga poimenoval. Pa še skupaj, ne? Ja, Tako fajn je slišati, no. nekako tako domačnost, veš, jaz sem res, všeč mi je ta domačest, toplina, da si ti lepo doma, daš vse štiri od sebe in te pip, a ne? Ja, vem, kaj hočeš reči. Ja. Okay, zdaj vse to, koliko jaz razumem, ti to doma vse delaš, ne? Res, Muziko. Ja, jaz imam studio doma Okay. in vse komplet, se pravi snemanje, aranžiranje, inštrumente odigram vse sam. Razen harmoniko mi je moj dober kolega Luka Pirc posnel. Bravo, Luka, lepo si zaigral. Tako je, Luka, bravo. Drugače pa vse izpod mojih rok. Svetovno. In koliko časa recimo to zdaj ne vem, če bi kakšni mlajši glasbeniki potencialni radi recimo kdaj kaj takega počeli. Kako dolgo tebi recimo nanese časa? Koliko? Da spraviš vse to skupaj od nule do tega, da daš komad recimo na YouTube. To je težko reči. Zdaj, kakšni komadi se odvijajo v 2-3 dneh, kakšen pa stoji tudi po 1 leto, pa ga pacaš, pa se nič ne zgodi. Pa se vrneš na začetek, pa vidiš, da je takrat bilo najboljše. Točno to, ja. Na koncu ne vem, kaj vse probaš lahko, na koncu prideš na eno kitarco in si tako, to je bilo to. Tako da težko je reči, ampak jaz mislim, da za mlade glasbenike en nasvet, ki bi ga dal, je, da ne biti preveč perfekcionisti, ker perfekcionizem ti ubije sanje nekako. Jaz sem to porajtal, da če si zadaš en cilj, ga naredi, do takrat pa takrat, daj si datum in lažje ti bo v življenju. Lažje ti bo v življenju. Ja, pa tudi seveda seveda cilj mora biti tudi dosegljiv, ne? Itak. Ne zdaj si zastavljati nekih ciljev, ki ni mogoče doseči, ker pol pa spet ni fajn, ne? V drugi smeri. To imaš prav. Se pravi, doma potem vse zmiksaš, produciraš, vse, mastering, vse ti sam to narediš. Vse. Super, kje pa si se naučil recimo teh stvari? To je pa druga pesem, to sem pa v Nashvillu. Ja. Sicer za časa korone sem jaz si kupil en kurs pri Warrenu Hewartu, v bistvu, ki je produciral tudi Aerosmithe pa Red Hot Chili Peppers. Lepo. In smo imeli v bistvu kot nek 2-letni študij, ne? Tako da Nashville Production graduate. Bravo, gledaj, kapo dol, svaka čast. To je bilo preko spleta? Tako, preko spleta. Tako, v koroni sem si vzel, sem se naučil. Glih pravi čas. Evo, pa smo pa začeli, najprej sem začel za pop design, pa še zase. Svetovno. Pa tudi, če dale več strank tudi. In je zalaufalo. In upamo, da še bo, seveda, dosti bolj. Zdaj praviš, da si zadal cilj vsak mesec en komad dati ven. Ja, v naslednjih, se pravi do aprila. Aprila 26 sem začel. Aprila 27 naredimo en party za izdajo albuma. Evo. Pa bo šlo? Boš seveda bo. Zdaj sem si zadal, zdaj moram. Okay. Sicer ni še vse narejeno, to malo sprot delamo, recimo ta komad, ki ga delamo zdaj za julija. Ga lih v tem momentu delam, se pravi v ponedeljek sem začel. Včeraj sem vokale snemal, danes moram mix mastering narediti, jutri bo komad objavljen in pol gre 31. julija ven. Je bilo pa tako, da smo ga v bistvu delali z mojimi poslušalci. Jaz imam na Instagramu eno skupino, v kateri pol
smo nabrali ideje in jaz tako dam noter ene par teh osnovnih točk, kaj bi bile teme, ne? Ja. In dam zraven, dajmo še eno morsko ljubezensko, tako čisti skeca. In itak so vsi za tist glasovali, tako da bo tak morsko obarvan komad. Ja, gledaj, taki čas je. Ja, ne? poletje, ne. Tako, in debate o tem, dopust kaki? Dopust je bil kratek, dvodnevni na Krku. Ok, kaj pa zares? Zares pa pol novembra pičimo v tropske kraje. Nam lahko izdaš kam? Tropske? Indonezija. Indonezija. Ja. Pa verjetno ne bo šel za 2 dni, ne, gre bilo nerodno. To je že samo avion, ne, 2 dni to dol. Res je, ja. Ok, jaz upam, da boš užival tam, fejs izpoči, ker še te čaka kar nekaj pesmi za narediti. Sicer pa preden greš še eno darilo zate, glej. Najlepša hvala. Posebna mariborska premium VBO zobna ščetka. Evo, kako si vedel, da sem liho moram zamenjati? Evo, glej, vedno prav pride. To je zate darilo naše. Sicer pa, glej, se še slišimo, upam, da ti uspe, kaj si zadal, da boš užival na dopustu. Pa previden bodi. Ja, itak, ja. Tam so malo drugačni kraji. Ja, je res. Pa seveda tudi s pop design. Ja, ja. Da imamo radi. Samo gasa, ne? Samo gasa, tako si rekel. Maj Vrhovec, torej, hvala lepa za obisk v totem studiu, pa javi se kaj, ne? Ko boš končal. Seveda, pridem in naredimo čago. Tako, evo, pa lepo zdrav na Dolensko. Najlepša hvala. Pa pozdravi, kak je že oni, ko je harmoniko igral. Luka, pozdravi. Pozdrav, Luka. Evo, hvala ti, Maj, lepo bodi. Hvala tebi, čau, Štajerska. Danes večer v Ljudskem vrtu Aluminij Šerif ob 20:00 in na totem radiju imamo za vas še nekaj prostih vstopnic. Če bi slučajno šli, je treba poslati ključno besedo Aluminij in svoje podatke na 051 220 220. En par še imamo, pred zadnjega pa smo že podelili, ne? Tako da dajmo prosim lepo pohiteti in tokrat je bil izžreban Mario. Mario! Servus. Mario, ti bi šel na fuzbal danes? Ja, ziher, ne? Zgleda, že ne? Ja, seveda, pridi, Mario, evo. To viš. 2 karti za Aluminij Šerif, povej, za koga boš navijal? Ja, ziher, za Štumare, ne? Tako, ja. Ker so sosedi, ne? Se pa te se spodobi. Tako. Mario, čestitke. Da jih mi naružimo. Pa to, vidiš, to, ne? Tako da zdaj že morajo malo se tu navohati, pa malo začutiti iz tribun, ne? Od sosedov pritisk. Pa v nedeljo, ne? Malo ne? Tako se pravi sosed more, ne? Malo nahoblati, da je soseda svojega. Mario, čestitke, 2 karti sta tvoji, pa uživaj na tekmi, fejs navijaj, dobro? Legenda, hvala. Ajde, Mario, lepo bodi. Enako, ajde. Kruz, Coffee Crush tekma. Na svetovnem prvenstvu v nogometu nas čaka samo še veliki finale in to za vas pomeni še zadnjo priložnost, da s pomočjo tega radia prejmete najpopularnejši Krups Coffee Crush kavni aparat, ki vam bo polepšal kuhinjski pult in življenje nasploh ter skuhal odlično kavo. Seveda, kar je ena v bistvu najbolj važnih stvari glede kavnega aparata. Dobite ga lahko tako, da pravilno napoveste izid Krups Coffee Crush tekme in tokrat je to logično še nedeljski finale med Španijo in Argentino, ki je na sporedu ob 21. uri. In med vsemi, ki boste poslali pravilno napoved rezultata in svoje podatke na 051 220 220, bomo izžrebali nekoga, ki bo dobil torej najlepši in najpopularnejši kavni aparat na svetu. In ne pozabiti, samo prvi poslani SMS velja, pošljete ga lahko samo do začetka tekme, torej do nedelje, do 21. ure. Več podrobnosti na naših družbenih omrežjih in na totiradio.si. Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush, svetovni kavni aparati. Fras in Medvard in Fras in Medvard Show.